nami je Tamara iz Ona On. A je to največja platforma za zmenkarije? Imamo več kot 80.000 mesečno aktivnih uporabnikov. 80.000. Ta portal se je v zadnjih dneh povečal še za eno članico. Lara, vem, da nisi hotela, da ti odpremo profil. Nismo se tako zmenili, Kako pa smo se zmenile? ga bomo kaj odprle. Ja. In zato smo pa v četrtek te podprli. Ja, smo te podprle profil. Jaz sem drugače šefica tega podcasta. Ja. Ko prijete ven čez vrata, na levi strani te čaka tvoja avantura, tvoj dejt in na desni tvoj dejt. Ne, dobro ni. Tako da, drugače ne boš verjela, na urgenci ste se tako javili in veliko jih je bilo. Ampak to se hecaš, ne? Tisti dnevi v mesecu. Hej! Živjo. Živjo, tale kamera je tvoja, če boš pomahala. Živjo. Jaz imam tudi vsakič problem, da se kjeri se. Evo, danes ena tema, ki smo jo že zanč napovedali, oziroma nismo jo napovedali, rekli smo, da Laro nekaj čaka. Ja. Laro nekaj čaka. Tako. Kaj jo Res. čaka? Ja, no, v glavnem, kaj jo čaka? Kaj me ne čaka? Kaj te čaka? Ali kaj Laro čaka? Kaj jo čaka? Ne kaj jo čaka, ne tebe. Kaj? Presledek jo čaka, izveste danes, oziroma kako se je vse to začelo z našo gostjo. Z nami je Tamara iz Ona On. A je to največja slovenska spletna platforma za zmenkarije? Je. Imamo več kot 80.000 mesečno aktivnih uporabnikov. 80.000. Ja, mesečno aktivnih. To so vsi Slovenci. Slovenke, wow. Okay. Ja, so. Se najde tudi kakšen tuj vmes, ampak večinoma so Slovenci, ker vseeno delujemo na slovenskem trgu, tako da. Okay. Kar. Ampak ta portal se je v zadnjih dneh povečal še za eno članico. Ne? Tako da jaz bom začela kar tako. Lara, vem, da nisi hotela, da ti odpremo profil. Ja, Ampak- res nisem hodila, da mi odpreš. Ja, ampak rabili smo statistiko. Rabili smo nekaj, da vidimo, kako to funkcionira, da se lažje z našo gostjo pogovarjamo, tako da smo ti v bistvu odprli profil. Dali smo ti ime Urška gor, nisem dala Lara, dala sem Urška, napisala sem ful lep opis za tebe, prijela sem... Kaj si napisala? Zdaj pa zanima. Ja, ni zdaj to debata še. Nismo se tako zmenili, Kako pa smo se zmenile? Ja, zmenili smo se drugače. Kako? No, daj zdaj povej, kako smo se zmenile. Ja, ti si me rekla, da me ne boste odprli profila. A ti to smo veš? Ne? Da me ne boste odprli profila, zaradi tega, ker ga bomo kaj odprle. In zato smo pa v četrtek te podprli. Ja, smo te podprli profil. Kaj? V glavnem ne. Ta debata zdaj je zelo začela. Malo več o tem kasneje. Dobrodošla, Tamara. Pravi, par profilov več je kot 80.000 bilo v zadnjem času. Se pravi, Lari, Veš, da imaš ti profil? Ja, jaz imam, ja, vem. Veš, da imaš profil? Ja, pa samo zato, ker mi je en, ki me pozna, pisal, kva delam tam gor, vem, babe. Jaz sem rekla, ne bom vam povedala do zdaj, bom tiho, zaradi tega, da vam povem, da sem vas čas vedela. Bravo, kaj si? Drugače, jaz sem tudi vedela, da si mi naredila profil, zaradi tega, ker si včeraj našemu snemalcu nekaj hotela pokazati na telefonu in si po nesreči odprla galerijo in sem videla fotko svoje, fulejne statistike zraven. In vem, kjero fotko si točno uporabila in sem bila tako, kjera bič. Rekla je, da mi ne bo odprla profila. Celo na WC-ju sem bili par dni nazaj in sem bila tako, no, čak ti meni ne boš odprla profila. Rekla, ne, kaj ga bo, a veš, ti imaš vse to ime, pa tako, pa rekla si, da nočeš, tako da ne bomo. In prej so imeli cel sestank in sem jo še vprašala, čakaj, kaj so ga naredili, koliko se jih je pa kaj tako javili, pa malo sem jo sprašvala, pa rekla, ja, se pol, se vama ga, mislim, kaj sem ga zaklenila. Sprav si se zagovorila še ti sama. Edina, ki sem zdržala, sem bila jaz, da sem vedela, pa nisem sploh povedala vama, da vem. wow. Zakaj ste pa meni odprli profil? Ja, zato ja, ker si ga nisem ti hotela, nama. da si pač ti spuščena iz tega ven. Pa tako, da imamo statistiko vseh. Tudi zate, ja. Blondinka, stara, mlada. Zakaj pa ne? Klemen ve, by the way. Ja. Sem opisala zjutraj, tako da ne bo kaj presenečen. Čakaj, Jaz bi točno napišem, kaj Prosim, napisala povej. sem.
hej, Klemen, upam, da nimaš veste, ki je zraven. V glavnem pišem ti, ker imamo danes za TDM temo ona, on. In z Vesno sva na skrivaj naredili profil Vesni. Vesna ga je misli, da ne skrivaj meni, včeraj pa sva ga jaz in Kaja za foro njej. Samo da vidimo odzive in statistike, nisem nič odpisovala in zdaj ga bom zaprla, pisne Vesni nič povedati. Upam, da je cool in če ti kakšen prijatelj pove, da je videl Vesno na aplikaciji, sem to bila jaz oziroma Kaja. In pol Klemen odpiše, hej, ja, ravno na meni je. V glavnem, bom tiho, ja, ne bom okoli govoril. Upam, da bo se tam dal še kakšnega sanskega moškega, ker Vesna ga pa je. Oh my God, želim Klemen. uspeha. Tako lepo. Tako da jaz bi mogoče preden povemo za vse te drame, ki smo si jih mi med sabo naredile, da Vesna pove svojo zgodbo, ki je Klemen tako lepo uvedel, da sta se vidva tam spoznala. Ne? Jaz sem drugač šefica tega podcasta. Ja. In fora je, da prankam jaz dvaju. Druge voditeljice. Ja, Jaz bi se še vprašala, preden povem zgodbo, da se navežemo pol na to, kaj se dogaja na teh portalih in na sporočila. A pa ti veš, da je tvoj dragi sodeloval pri tem? Ja, vem. A mamico mu njegovo? Zato, ker ko sem skontala, da imam jaz profil, sem skontala vse. In sem bila tako, tolki ura. Ker vedela sem, ker smo se mi pogovarjali, da ga bomo Lari odprli. Ja. Pol sem zvedla, da imam jaz profil in sem bila tako, veš, da je pa nama rekel, da Vesni odpravil profil? Jaka. Veš, da je pa meni rekel, da te podpremo profil, ki ga res nisem hotela. Tvoj besti, ki ima vse print screene. Aha. Tvoj work besti. Moj work best. Ja, kdo je to? Denis. Denis je rekel, da bi odprete profil. Ja, in tudi ima print screene sporočil, ki so ti jih pošiljali, tako da ima materijala, ker je rekel, da ti ga bo on drugače odprl. Tako da, lej, to je vse zdaj pove. Okay. Dajamo danes. Drugače takih zgodb je kar precej, ker se punce med sabo povežejo, pa pol malo drugi odpirajo profile, pa malo skupaj gledajo, pa malo, recimo prijateljci, poiščene. Tako da je, ker punce rade skupaj pol to. No. Se si predstavljam, ja, vse to mora biti zabavno. Vse je, malo se pohecaš, malo kaj napišeš, kdo ti je všeč, pa se malo Pa zmeniš. če rata resno, pol daš druge dve stran. Preden jaz povem svojo zgodbo, bi mogoče sem ene stvari izpostavila, zakaj sem šla jaz tudi na on, mislim pač, kaj se je zgodilo takrat, pa tako, pa kako ta komunikacija poteka, ampak sem eno stvar, a vi imate, ker jaz sem pač Klemna tam gor spoznala, ne? Ja. Pa če sem vedno mislila, da so sami čudaki tam gor, pol sem enega domov pripeljala, imam z njim otroka, ne? Tako da ja, ne, jaz sem pač to mislila, pol sem videla takrat, kako to funkcionira, mal sem že pozabila, že vmes, kako se to dogaja, ampak vi dejansko, koliko parov povežete na leto? Imate neko statistiko, ker razen da je 80,000 plus 3 uporabnice, koliko imate teh parov, da vem, da se pomečajo, pol pač, ne, kar gre naprej. Ja, zdaj načeloma se vsako leto spozna v povprečju tako nekje 1500 parov. Lani smo imeli 2200, imamo prav statistike letne, ki vsako leto objavljamo, pa pač raziskujemo, ne. Tako da zdaj letos imamo 25 let obstoja in v vsem tem času več kot 30,000 parov. Torej, to so uporabniki, ki so se odjavili iz ona-on z razlogom, da so nekoga spoznali. Na ona-on. To je lepa statistika. Koliko pa je ločitev od tega bilo pol? Ja, zdaj, za ločitve zdaj ravno statistik ne vodimo, je pa tako, da pač to so odnosi. Ne, sej vem, se lahko spoznaš tudi na pikniku, pa greš na razno, sej vem, pač tako da za vsak odnos je treba skrbeti, tako da tudi za tega, ki se prične na ono. Ja, pa s tem, da greš z nekom v zvezo, pa že je nekaj prav na tem zmenku očitno, ne? Drugač pač ne rečeš greš probat, pa pač če ni. Ti si najbolj proti. Ja. Najbolj proti, tudi Lena si najbolj za odpisovati. Ja, res je. Mislim pač, ona ni glih ta, pač na tle je tudi point, da se dopisuješ, da nekoga spoznaš in se pol na podlagi tega odločiš, ali ti je to cool, da bi šel na dejt z njim. Jaz pravim temu nek prvi filter, ki se pol v živo lahko izkaže za wow, pač zvenelo je drugače, ali pa ok, energije klapajo. Ampak zakaj si ti recimo tako, pač, ali bom rekel, nisi proti, da imaš zadržke do teh spletnih zmenkarij? Nisem proti, jaz verjamem, da lahko tam najdeš partnerja ali pa pač karkoli že išče. Sam ne vem, jaz pri sebi ne vidim, da bi jaz tam partnerja iskala. Zakaj? Zaradi tega, ker je Vesna rekla, jaz res sem slaba v odpisovanju in vem, da se tam moraš pisati ful, pa tudi
Ne vem, pač meni je neka ta komunikacija v živo, to, da nekoga spoznaš, da že vidiš, a ima z nekom kemijo ali ne. In pol, recimo, če nekoga spoznam v živo in me vpraša, če greva na pijačo, bom veliko prej rekla, ja, pejva, ali pa ne greva, odvisno pač zdaj, a ti tip dogaja ali ne. Zaradi tega, ker že veš približno, kaj pričakovati na pijači. Tako tisto prek spleta, pa ne vem, sej sem bila, ne vem, v srednji šoli, da sem si s kom pisala, ne prek aplikacij sicer, ampak prek Instagrama in pol na koncu mi je bilo vedno doskrat tako bedno, ni bilo tako, kar je bilo prek socialnih omrežij, ni bilo recimo toliko zgovora, ni bilo to in pol... Ampak veš, to je bilo po mojem pri meni isto v srednji šoli, ker smo še tako zeleni. Sej je, mogoče, ja, ne vem. Zdaj pa mogoče malo drugač. Je pa res, da pač veliko folka je tako, da piše, ful, vse povejo, ful dober, ful pogumni, pa pride pa uživajo, pa tako... Ja, pa sej smo si različni ljudje, to niso moraš pač pač introverti, videti, ja. ampak ne vem, pač meni ta odnos v živo toliko pomeni bolj. Bom rekla, da mogoče do zdaj nisem imela težav najdati partnerja na tak način. Zdaj jih imaš učiti. Ja, ne, nima. Ne, sem vsi še mlada, kaj, res. Zdaj se mi tudi kamor ne mudi, a ne? Ja, v redu. Ampak ja, pač predvsem zato, ampak poznam pa recimo pare, ki so vse tako spoznali, pa tudi mojih let, ne samo tako, veš mi. Pa ne žalim te, ampak tako pravim. Ja. Se mi zdi, da mogoče kaj na on, koliko je tam moje generacije? O, precej. res? Jaz povem, so se javljali. O, to so 18-letniki. Kakšna je okej, statistika? no, ne vem, ne, res ne vem. Do koliko si dala pa razpon? Sam to me pa tudi, ja, zanima. 18-38, te pa 24-44. Vem, A ja, ker mi je okej. poslal en sporočilo, ker sem rekla, ker mi je napisal en random tip, ki ga ne poznam, mi je dodal na Facebooku in Instagramu, sem to povem, pa gremo dalje. In je bilo meni že čudno, ker sem videla, da mi je en isti tip dodal na obojem hkrati in jaz tako, pač nič, ok, whatever, ne poznam ga, ne bom nič. Pa dobim request na Instagramu, ja, že jaz sem te videl na on, in če imaš ti profil, in jaz tako, aha, in bolj mu jaz tako, živijo, odpišem, ker drugače mu ne bi, ne, in jaz nazaj, joj, a res, a pa mi lahko screenshotaš. In on, joj, sem šel že naprej, zdaj, če mi bo še enkrat vrgel, in mu je, zelo screenshot, in jaz vidim razpon do 42 let. Wow. Tako da, no, to me je zanimalo, koliko zdaj lari. 38 sem dala. Okay. Koliko je ljudi, kakšna je generacija ljudi, kaj gor? Ja, zdaj mi imamo načeloma dva pola, če lahko tako rečem. Prvi je tisti mladi, ki iščejo prvo zvezo, mogoče ne, ampak nekoga za resno zvezo, da si ustvarijo pol družine, da se poročijo, tako, no, da naredijo ta del. Potem imamo pa starejše, recimo po 55. letu, ki pa iščejo ne toliko zvezo, ampak bolj prijateljstvo na koga, da se z njim družijo, ki so že recimo dali, imajo za sabo neke razpadle zveze in nočejo resne, ampak bi nekoga tako za druženje, pa če se razvija kaj resnejšega, pa super, ne. Tako da imamo takole. Ampak te tam mlajši, ki si rekla, so koliko stari? A je to 18 ali je to 25 do 30 recimo? Bolj 25 do 30, ja. Vse takih je bilo največ. Aha, res? Tudi zate. Ponudbi. Ko za koga pa še? Za me imaš tudi veliko. Imamo. Ja, pri tebi je bilo tam bilo okoli 55. Se sem jih hodila vprašati, je bilo kaj interesa za mamo. Je bilo? Je bilo. Ampak sem ti tudi res lepo pis napisala. Vem, sem videla. Kako si pa ti videla? Kaj si videla? Videla sem. Kdaj? Nisi videla. Nisi videla. Ja, ne boste punce verjele. Ampak jaz vem. Kako? Darči, ker sem dobila včeraj v inbox, hvala. In vem, da si mi odprla vse od neznanih in tudi znanih ljudi, da sem na on tudi jaz prijavljena. Tako da sem rekla, ena se je zelo potrudila za opis. Sem mislila, da se je Kaja, ker sem mislila, da ti slabš pišeš. Hvala. Ampak lepo, da si me prijavila, tako da ja, tudi jaz sem bila noter. Sem zanimala me, kakšni so komentarji. Boš zvedla vse kmal. Vse kmalno. Ampak gremo se vrniti na tem, ne rabim nobenega, hvala, da ste mi odprle. Torej smo vse ugotovile, da imamo profil. Ja. Ja. Zanimivo, jaz imam prvič profil na kakšni taki, sem imela nevedeno na kakšni taki strani. Jaz tudi, ja. Se niti ne vem, ampak no, to sem hotela reči, recimo ta 25 do 30, ki so najmlajši na portalu. Ja. Res je, da recimo, če gledam po kakšnih svojih družbah, ki se kaj družimo z prijatelji, kakšni, ki so samski, pač zaciklaš se v enem obdobju. Pač hodiš v službo, tja, ker hodiš v službo, družiš se s temi frendi, ki jih imaš že ves čas in če so vsi že poparčkani, ni v
grupi nobenega samskega. In kaj boš pol, če zdaj nisi glih tak tip, da bi pa hodil, ne vem, čez vikende, pa ful ven, pa ful spoznavanega novega folka, pa čvar, da odpreš profil, ne? Ja, saj ravno to je prednost tega. Pa to sicer, ki si prej omenila v živo, itak v živo je drugače. Ampak za nekoga, ki je dejansko, nam rekla, ujet, pač, ko se giblja non-stop v enem in istem krogu, kje boš druge spoznal? Mislim, se greš na fitness, pa greš, ne vem, plesati, če si pač tak tip človeka ali pa neki. Ampak to je tudi en kanal, kjer dejansko lahko spoznaš nekoga in tudi fajn je, ker daš ta prvi filter, daš čez. Ti vidiš sliko, zdaj po nove imamo tudi kratke video predstavitve, da lahko se posnameš, kaj lepega poveš o sebi, ali pa se posnameš, kaj nekaj počneš, kaj te veseli, kakšen hobi. Ampak, kaj sem hotela reči, je to, da poveš, tudi predstaviš se, tudi način, kako ti sebe predstaviš, nekaj pove o tebi. Potem vala tvoja hobija, naklikaš, kaj so tvoji hobiji, že to tudi potem oseba vidi. A se na podlagi tega tudi pol meč zgodilo? Ja. Okay. Mi imamo kup enih storitev dodatnih, ki dejansko tole ujemanje, poskrbijo za ujemanje. Eno izmed teh je dvosmerno ujemanje profilov, ki dejansko temelji tudi na temu, kaj ti naklikaš in potem vaju poparčka. Potem je recimo storitev Kupi dela zate, smo malo tako se navezali na Kupida, ki dejansko na podlagi hobijev, pa še drugih kriterijev, tudi ko zadnji delajo algoritmi, poišče tistega, s katerim imaš največji potencial razvoja resne zveze in med vama tudi izmenja uvodno sporočilo, ki se tudi lahko nastavi. Potem dobiš ti to osebo tega uporabnika, ti Kupit predstavi in če ti je všeč, potem nadaljuješ pogovor z njim, pa se dobita v živo in ugotovita, če tudi energija laufajo na v živo. Zanimivo, ja. Talele, ki mi je poslal, sva imela 66% ujemanja, se mi zdi. 66%. Ja, ko sem dobila ta screenshot, moram ga poiskati. Ja, wow. Ker videla sem, da je Vesna mi označila, da hodim v hribe, poslušam country glasbo. Jaz sem dobila enka, ki imaš 100% ujemanje z njim, ki ima dejansko rad country glasbo, bil je že v Teksasu na teh festivalih, ima doma ranč konje, ker ti rada jahaš in sem rekla, glej, kje se skriva. Pač pred poroko še kaj rada preizkusila, videla, če je to prava odločitev, izvoli. Jaz bi sem eno stvar rada povedala glede komunikacije. Ne vem, kaj so ljudje pisali, če so kaj pisali v inbox zame. Jaz ne vem. Ja, ampak recimo vse, kar je mene ful pozitivno presenetilo, jaz sem sicer označila, da punci iščeta resno vezo. Tudi opis je bil zelo prijazen, zelo lep, pač ni bilo nič, bomo pa še nekaj v urgenci spremenila. In dejansko so se javljali ljudje, ki so bili ful spoštljivi, se pravi, recimo, da sem prebrala 150 tvojih sporočil, zate. Dejansko si se to potrudila. Ja, sem se potrudila. Jaz sem hotela tudi sprintati, ampak ko sem videla včeraj, da ste me prijavili, sem si mislila, jebita se, opet ne bom se to trudila. In 150 tvojih sporočil, ki so napisali, ne vem, tako, recimo, kaj zate je bilo ful lep nasmeh, imaš na fotografiji, deluješ mi kot oseba, s katero bi se dal pogovarjati in kaj Jaka to prebral. Je rekel, kako lepo si in bi šel pa še jaz na kavo. Tudi zate so pisali, recimo, ful dejansko enega nespoštljivega ni bilo. No, jaz sem dobila enega nespoštljivega ksep v privat. Tle ni bilo niti enega nespoštljivega, tudi ne pod kontaktnim filtrom, tisti, kakao ne pašejo tvoj filter, tudi lahko pošljajo. Nobenega ni bilo, ker mene ful presenetilo, ker sem tako čakala, veš, če bi bil zagušt kakšen, da vam pač povem, kaj je kdo predlagal. Pa razbijamo, sploh tabuje o teh stvareh. Ja, dejansko tudi pri tebi je bilo, kakor sem brala, no. Ne, dejansko sem imela 4 sporočila, kakor sem prebrala, ja. Ne, koliko je bilo? Ne, mnogi čez 100, sem res nisem šel vsega brati. Vem. Pač ok, nekateri so vada, hej, kako si, ne vem kaj. Ampak dosti jih je pa tako, da dejansko prebere opis, da so tako, ne vem, jaz sem rekla, da rada plešeš, ali pa da zna smučati, pa tako. Se potrudila? Ja, res sem se potrudila. Pa so bilo, lahko bi šla kdaj skupaj smučati, tudi jaz rad smučam, ali pa plešem, ali pa, ne vem, tudi po taki spisi so bili, pa da se pač tudi sam predstavil, jaz pa to, ali pa, ne vem, sem oče, ne vem, 2 otrok, ločen, tako, ampak ne tako in nakripil. Ja, se razumem. Res, pač tako, presenetljivo v redu. Tako bom rekla. Ali imate tudi slabe izkušnje? Res moram vprašati, mislim, ali imate tudi, ne, zato da povemo pluse pa minuse, zdaj kdor se odloči, sam se odloči, a ne? Ja, ampak, oziroma, kaj je največji minus, bi ti rekla tega? Največji minus je, ker ljudje ne vejo, kaj hočejo, pa se registrirajo
z nekimi željami, upanji, da bojo stvari se kar zgodile. Ne vem, v enem tednu bom pa spoznal, pa ne vem, planiral poroko. Pač to ne gre tako, ne? To je proces, vseeno je to proces, spoznavanje traja, poiščeš nekoga, si malo dopisuješ, pač stvari trajajo. Mislim, tako, welcome to life. Ja, Trajajo. nažalost, ali kako naj rečem, pač ljudje mislijo, da se bojo stvari kar zgodile. Ne bojo se. To ne gre tako, ne. Tako da tole pa mogoče je tudi tale slaba komunikacijska kultura, recimo kakšen ghosting, tudi se najdejo ljudje, ki nažalost ne znajo komunicirati tako, kot je treba. Okay. Ampak to spet ne, se to tudi je nek filter po eni strani. Zdaj, če ti nekdo napiše nekaj, kar ti ni všeč, ali pa vidiš, da je nespoštljiv, ali pa karkoli takoj veš, hvala, ne, adijo, grem naprej. A imaš tukaj je zaklikan, da ne nočem več videti tega profila? Ja, lahko ga blokiraš, če ti ne paše. Tako da ga ne vidiš več, on tudi tebe ne in to je to. Fair. Ja, vse to. Ampak ta ghosting, se to je ful problem. Ja, se to Kaj pa ghosting najbrž v tem smislu, da se že ful pogovarjata, pa kar naenkrat oseba zgine? Zgine. Tudi to se dogaja. Ampak to se ne dogaja samo na ono, to se dogaja tudi druge. Ja, To je splošen družbeni problem danes, ne, ker pač ljudje zginejo. Ja, pa se to je v bistvu dost grda stvar današnja, se mi zdi, da pač, ne vem, to isto, da bi bil zdaj z nekom na pijači in se ful pogovarjal in bi tip sam šel. Ja, Se je to. Ja, se je. To je nespoštljivo, no, res. Ful je nespoštljivo. Ja. Ampak je pa tako, da prek spleta je to ful lažje, ker ni te retribucije, ne, ker ni... Ni tega Mislim, čudno je, če ti ostaneš sred pijače, pa kar greš. Ne, to ne delaš tega, če si pač... Približno normalen, Tako, ja? Približno sem rekla. Tako. To sem gledala, da reči, ker si ti prej omenila urgenco, ne? Da mogoče so tudi toliko spoštljivi bili, pa prijazni, zato ker pač je ločena ta urgenca od ona, on pa grejo vsi tja. Zdaj Ampak za tiste, ki ne vejo, kaj je urgenca, Ja, mi povej, kaj to je? To je kaj? Ja, urgenca.com, da ne bomo mešali, ne, z drugimi urgencami, Ja. je portal oziroma spletna aplikacija, kjer se pa registrirajo uporabniki, ki iščejo erotične stike. Torej, Pomemben izključno, podatek. zelo pomembno, ker tam ljudje pač vejo, zakaj si tam in tudi temu primerno je vse ostalo, ne, od profilov do komunikacije in tako naprej. Do slik, Ja. verjetno. Ja. Prav tam so dikpiki in pač, a bi se dobila čez 1 uro nekje, pač pa To se je dala tam dol, tam normalno. je tam nekaj pač, kar iščeta obe strani. Ja, pač ljudje vejo, zakaj so tam. Okay. In je vse jasno. In vi ste to v bistvu ločilo do ona-on, zato da bi se pač na ona-on bolj ljudje, ki bi neko prijateljstvo / resno vezo iščejo, to pa tisti, ki iščejo seks. Ja, tako. Avanturo. Tako. A imate tudi glede tega, kakšne statistike se najdejo? Ja, se najdejo. Ja, zdaj, ravno ne, no, parov ne. Sicer smo že slišali zgodbe, da so se ljudje tudi preko urgence pač zmenili, pa se pol spoznavali naprej in da se je pol tudi razvilo v nekaj resnejšega, ampak za uradnih statistik parov pa nimamo za urgenco. Drugače je dobro, mislim, tako, če nočeš lagati, pa da si se spoznal na urgenci, komot poveš ljudem, a smo se spoznali na urgenci. Ja, sem bolj zadržani mogoče. Se tudi za on ne povejo vsi, ne. Imamo tudi pač raje zadržijo te stvari v zasebnosti, kar nočejo govoriti. Ja, to je Ampak zanimivo drugače, da je to tako tak bav, da ti enim je je bed tabu. povedati. Pač. Sej mi dva sem se jakat na Instagramu začela pogovarjati. Mislim, A pa si sta prepoznala? sva se tako na videz, pač bežno. Mogoče sva rekla kakšno besedo, ampak nič tako, da bi zdaj... Mislim, vedela sva drug za drugega, nisva se prav spoznala na Instagramu. Jaz No, pa poznam en par, ki sta se pa tudi tako spoznala in govorita, ne vem, detkom pa babicam, da sta se na neki veselici, zato ker pač detki pa babice ne Štekajo, razumejo ja. tega. Ne. Ampak še enkrat, ne, se to je zadeva, jaz tudi nisem bila šor, mislim, ok, bom jaz povedala svojo zgodbico, ki je pač malo specifična, ne, ampak jaz tudi nisem bila šor, ampak sem zato, ker se mi je zdelo še enkrat ful grozno, evo, jaz sem srečna s fantom, s katerim imam otroka, ampak meni je bilo tudi tako, meni je bilo tudi nerodno reči, da je bil prvi kontakt prek ona-on. Pustimo zdaj, koliko časa sem bila jaz gor. Zakaj sem jaz tja gor prišla, bom povedala, ne? Ampak zadeva je bila to, da mi je bilo tako pač nerodno reči, ker se mi je res to zdelo,
nisem bila najbolj stara, najbolj grda na svetu, a ne, če smo že pred tem in se mi zdelo tako, res se mi je zdel to nek portal, kjer iščeš, dajmo reči, zadnjo šanso. Pa ni temu tako, a ne. In mi je bilo tako, kot da sem ti pa dosti obupana, da si šla na to gor. Prav jaz sem imela sama tak predsodek, čeprav sem pa šla gor, a ne. In pa mi je bilo ful nerodno reči, da je to, ampak kaj, zdaj povem, kaj je bilo? povej. Jaz sem bila 2-krat na on. Enkrat bom ful skrajšala zgodbo, sem bila, se nisem sama prijavila, se mi je zgodilo to, kar se je zdaj vama in meni zgodilo. So me prijavili drugi, izgubila sem eno stavo, prijavili so me, tudi moji dragi fanti so komunicirali s temi fanti, določili so mi 3 zmenke. 3 zmenke in pač so se potrudili, da so 1 pa 2 zbrali take, ki jih jaz ne bi nikoli v življenju želela videti še, ne. Pa nič, vse v redu, ampak pač so se res potrudili. Oni so tudi na dejtih, kjer smo bili, sedeli za sosedno mizo zraven, da so se režali in poslušali, kaj se pogovarjamo. Ampak ta tretji, ki so mi ga zbrali, je bil pa cool. Ne govorimo o Si ga Klemu. pa sama zbrala? Ja, sama sem ga lahko zbrala, smo se tako zmenila. Ne? In je bil cool fant, res cool fant. Tip je delal v Ameriki ful dolg časa in jaz sem njega enkrat sred tega dejta, enournega cirka, vprašala, kaj pa ti delaš na on? A ni to bolj za obupancem, budala jedna? In on meni, kaj pa ti delaš tle? In je bilo tako, in je bilo ful, in on je meni rekel, lej, jaz sem delal v Ameriki, delal je 2 joba in tam je bila to je tam nek bil način, kjer lahko neki pač se zmeniš, ker nimajo cajta se dobivati, ja, za vikend klubing, ampak ostalo pa pač ni to tako, kot je pri nas, ker so še vedno, bolj smo open, še vedno tle, kot tam, ne. In mi on to razlaga in reče, lej, s tem povedal čist tipičen primer. Če bi jaz šel zdaj do tebe na ulici in bi ti rekel, ti si meni ful lušna, kar tako, randomly, a bi šla z mano na dejt, bi verjetno klicala policijo, ali bi si mislila, kjer budala, ne? Se pravi, jaz tega v živo ne morem narediti. Rekel, tako so se pa pogovarjala, pač nekaj sva si pisala, bila si simpatična, očitno jaz step in zdaj sem vse, kar sem naredil, jaz sem rekel, a greva na pijačo, da vidva, če je kaj več in ko sva prišla na pijačo, sva videla, da ni nič več, da se ful dobro štekava, tako ful sva se narežala, sva se ka budale tisto 1 uro, ampak ni bilo nič več in je rekel, evo, jaz sem dal prvi filter čez. Povabil sem te, ker te v živo ne bi upal, če bi te videl, tudi če bi si mislil, da si lušna. In zdaj sva videla, pač, da nisva za skupaj in da je ena pijača, eno novo poznanstvo, fajn se imel v lifeu in sva šla vsak svojo pot. Ja, okej. In tako je bilo. In sem si rekla, mogoče pa niso sem psihopati. Ne? To moja. Ne? In kaj se je pol zgodilo? Pa se je zgodila druga stvar. Ne? Par let nazaj je bilo v enem trenutku, sem jaz imela tako, družinsko smo imeli neke težave, brez službe na popu sem ostala, s fantom, s katerim sva bila 8 let skupaj, 7 let pa pol sva šla na razen, to je bilo vse v roku, ne vem, če je bilo 3 dni. Vse se je zgodilo 3 dni. In jaz sem ostala sama v hiši z 2 mačkoma. Bila je idealna, crazy lady, cat lady. Ja. Pač nisem bila več rosno mlada, ne, mislim 35 sem bila, oziroma nekaj tazga, 36. In jaz tako rečem, kaj pa če bi jaz probala ona, ne? Kaj pa da vem, kaj se zdaj tam, ali bom jaz zdaj najdla še kakšnega fanta, kdaj v življenju, ni pač tako več. In zdaj on ima kaj? Ima članarino. Nekaj časa je zastojn, ne vem, ne spomnim se, če nekaj je bilo zastojn, si mogel, pa ste pa zablokirali, da je bilo pa treba plačati, ne? Ja, po registraciji je nekaj časa, da lahko malo se pritipkaš, pogledaš malo zastonj, potem pa je članarina, če hočeš pošiljati sporočila. Sicer lahko tudi brez članarine bereš sporočila, ki ti jih drugi pišejo, lahko gledaš druge profile, ampak potem za te premium storitve, kot smo prej omenili Cupida, pa tudi dvosmerno ujemanje, je pa plačljivo. Koliko pa je to, če lahko vprašam? Od 27 € naprej. Na mesec. Okay. Koliko časa imaš pa zastonj? Koliko časa ti? Jaz se ne spomnim. Jaz sem bila samo 1 dan. Aha, ok. Je bilo tako hitro. Jaz sem bila hitra. Jaz sem napisala na svoj profil, da sem stara 36 let, da sem preslužila z 2 mačkoma, če bi me kdo želel spoznati. Jaz ti ful lepši opis pisala zdaj. Da drugač kljub opisu temu, da sem fajn. Ja, svako čast, Klemen. Ja, res. Wow. Jaz se nekaj, kaj se spušča že. In se je javil in je napisal, da je to eden boljših opisov, ki jih je kdaj prebral. In pač ni bilo, hej, kako si, mogoče bomo pa še nekaj o tem, kar sva se z Laro pogovarjali, povedala, hej, kako si. Ampak pa se je v tistih
parih urah, ker sem jaz to imela odprto, se je nabralo ful sporočil. In jaz sem se z vsemi tipkala in odpisvala. Pač bila sem sama v bajti, nisem imela pod ljubim Bogom kaj za početi. Jaz sem si ful. In kaj se je zgodilo? On me Klemen to napiše in jaz njemu napišem nazaj že tako, čez 5 ur kasneje. Nisem se skozi njim tipkala, potem sem šla jest pa ven, pa tako, a ne? Mislim, da to upala, ok. Ne, pa hočem povedati, da sem pokurila te kredice. Razumeš, da sem pokurila te kredice. In jaz zadnjo sporočilo, ko sem ga Klemenu napisala, poslušaj, meni se več ne da biti na tej, on ful je prihajal sporočil, ful sem imela inbox, pa on nisem mi dalo, jaz sem šla bolj iz Ferbca pogledati, ne, kaj se dogaja. Ja, takrat sem bila še bolj očitno, niso bili sem 55 letniki, so bili doma. Niso bili sem 55 letniki. In jaz njemu napišem na WhatsApp, poslušaj, jaz bom zdaj to skinila sebe, če te zanima, da bi se še kaj, ker je pač neki full cute napisal, jaz njemu nazaj, zabaven mi je bil, zignorirala sem vse, hej, kako si. Jaz sem full issue s tem, da mi napiše. Tako, kaj je mal, da se mal potrud. In vse, kar sem te zavaju, prav print screena sem naredila samo tistih ljudi, ki so se potrudili, ker so dejansko nekaj lepega napisali. Več ni bilo, pač sem, hej, kako si. In jaz njemu, da skrajšam zgodbo, jaz Klemenu napišem, poslušaj, jaz bom ta profil zdaj zaprla, če te zanima, se mi lahko javiš na WhatsApp, pač dam ti tvojo številko, če si pa psihopat, te bom pa itek pol blokirala. In ko sem jaz ta message send poslala, se je meni on zaklenil. In jaz sem bila toliko trmasta, da nisem hotela v naročnine. In pol se je Klemen po enem dnevu javil. In mi je napisal nekaj. In takrat smo pol midva, se pravi, začela, zato jaz pravim, midva sva se tam spoznala. Mislim, meni ga je pripeljalo in pol sem bila na WhatsAppu, sva se nekaj messagirala. Hočem pa povedati, da mi je meni ful všeč drugač ta način digitalni, ker je, tudi meni se je zgodilo, da je bil tip ful faca, ne vem, na unem, tudi na une, da je tako, je delval faca, pa je potem se izkazalo, da ni nobene energije, ali pa je čist drug človek. Moja najboljša prijateljica se je dopisovala z enim, ki je zgledal dobro na sliki, ki je bil ful fat, res je bil simpatičen in pol, ko je prišel v gostilno, je imel 100 kil več, kot na uni sliki, a ne? Tudi to se je zgodilo. Kako pa je tega catfishinga realno? A to veste, ne? Ne bi. Okay. Ne raziskuje. Mislim, ne, ampak nažalost se tudi to dogaja. Zdaj pa je tako, da ti ljudje sami sebi lažejo. Ker na dejt ti sebe preneseš takega, kot si zdaj. Tako da... Ja, ampak ajde, če dodam še vsem, se pa lahko malo za fotko potrudiš. Ker včeraj sem njej odprla, sem bila tako, stari, tukaj imaš šanso, dej ne te fotko dol spod bratko, pač dej se saj naravno se neki lepi svetlovi fotke. Ampak je pa saj napredek od Facebooka, ker tle pač, I guess, ne da traktorja za profilno. Ja, to imajo poskrbljena, ne? Ja, za profilno fotko moraš biti ti takole. A ja, ok, jaz sem pa unovčila, sem čakala potrditev za te. Ampak moraš tudi biti ti gor, ne? Ne sem tvoj traktor, ampak tudi ti, ki stojiš zraven traktorja. Ja, to je pomembno, da ni sosedov, kaj? Ja, da ni sosedov. Jaz sem pač, in tudi človek preverja, ne, to fotko in dal potrditev, ni robot. Ja, no, je pa zanimiv, ja. Imamo urednika, ki to dela. Ti si rekel, da si tudi nekaj časa, ne, to? Ja, tudi jaz, kdaj pogledam, tako da ja, dejansko ljudje to delamo. To je kar cool, ja, ko včasih sem čakala nekaj cajtov potrditev, par minut počakaš, pa ti potrdijo to profilko oziroma fotke. Ja, malo je treba počakati. Če bi se ti, ne vem, prijavil, da se ob 3 zjutraj frendi se odločijo, joj, bomo ti naredile profil. Takrat pa najbrž ne bo par minut, kaj? Ne, bo mogel kar do jutra počakati. Ok, no to me zanima, niste skos na stenu. Ja, 24 ur na dan bi bila pa. Bi mal bila huda, ja. Ok, no, če bo kdo odpiral ob 3 zjutraj, zdaj veste. Sorry, ker motimo debato, sem tole smo ti hoteli povedati. Ja, paket Optimum, Vitamin Klinik ima tudi to, da lahko pomaga tudi pri spletnih zmenkarijah, a ne? Vse vemo, kako je v fazi spoznavanja živčki, stres, malo slabš spiš in zato imamo tukaj rešitev. Ja, in s temle res dodaš podporo živčnemu in imunskemu sistemu, tako da je lahko vsako flirtanje prijetna izkušnja. Pomaga pa tudi pri stresu v službi, tako da zdaj pa sam po pameti. To pa tudi rabimo. Tako da na čim več ljubezni brez stresa, pa še tole, da povemo, TDM12 koda več ne velja, zdaj TDM15 za 15% popusta, tako da fajn poklikajte, mi pa gremo naprej k debati. Ja. Kar sem pa hodila še povedati, je pa to, da je meni bilo cool in to je bilo edina stvar, ki je meni se pa, valjda, da greš lahko, ta prva komunikacija, če je kula, ne, greš pol na pijačo. Meni se je pa tako zdelo, on je pač napisal, rad imam smučanje, ne, ful bi je bilo zabavno se z njim pogovarjati, dejansko je bilo zabavno. In pol, ko sva se pa videla,
je pa bilo kul, in je zato šlo. In pač nek prvi filter sem dala čez, sicer da no pomote, tudi sliko se je s tem, kako bere knjigo, in mi poslal, da je pač ful bere biografije in to je bila edina knjiga, ki sem ga v življenju videla z njo na fotki, tako da to ni bilo čisto. Ampak hočem reči, nek prvi s tabo nima časa za kaj. Ja, Še po otroka imata. ja, ne, ampak pač nek presežen, da ne vem, že 3 knjige v lifeu prebral, ampak je pa dobro izgledalo, da se je slikal z ono fotko. Ne, sem tako govorim, jaz sem dala, meni je kul, kad daš nek prvi filter čez, ker če meni nekdo napiše, zdaj bom ful traposto stvar povedala, ne maram živali, ne želim si otrok, ker tudi napišejo eni, da ne, jaz s takim človekom sploh ne želim iti, zdaj pa en lahko napiše in če pač klapne, če pa ne, pa pač, ja, vrgla sem v narekovajih 1 uro življenja, stranka sem šla s človekom, ki ni zame na dejt. Ampak jaz sem se glih s tem fantom naučila, da je v bistvu ful fajn enega človeka. Mislim, da sem še vedno povezana z unim, ta prvim. A res? Tako pač prek na Facebooku so še vedno friendi, on ima zdaj družino, ima partnerka, ki jo ni spoznal na on, ampak jo je nekje drugje, ampak tako, pravim, on je bil res cool guy, veš, ni tako, da je pač, da je in a bi bil on zame super partner, tako jaz pravim, da saj po fotkah sodeč in po pač energiji sodeč je on super za eno drugo. Ne, pravim, da je za to. In tako vidiš, ne, te energije, ne. Meni je to prvi filter. A bi šla zdaj še enkrat? Ja, valjda, ja, pol spoznaš. Ne vem. Pa po eni strani tako, če gledaš kasneje, da si želiš, ne vem, nekoga za neko prijateljstvo ali pa za družbo, pa res vsi imajo že familije in ostaneš sam, mislim, hvala Bogu, greš na portal, kjer obkljukaš vse svoje stvari, ki te zanimajo in pol recimo daš še to, da ti meče ljudi s podobnimi interesi in res vidiš, s kom lahko klapaš in takrat pa res pol ne zgubljaš unih ur, kad se ti zdi, da jih zgubljaš. Ker res lahko vključaš vse možne te filtre, da čim prej najdeš neko tako osebo in pač se ti pol ne rabi toliko zdeti v srcu, zapravljam čas, zdaj pa bom kar umrl, ker ne bom nobenega najdel. Pač dejansko ga lahko in to dosti hiter. Zdaj to zapravljanje časa, ne se tudi, če greš ven, koliko časa pa tam zapraviš, pa tudi ne veš, a je oseba samska tista, ki ti je všeč, nisi čez zihar, a je ali ni, ok, malo pogledi že povejo nekaj, no, ampak tako ne, tudi tam zapravljaš čas. Ja, napišemo lih na majici knjige, Ja, to kaj so moji hobi, ja, Pa včasih konji, si že 3 mesece v zvezi, pa še lepo, ko se izpolnilo, Ja. da ti kakšne stvari ne paš, ali pa Ja, se ja. veseliš, ali pa se jih... Res je. Ne vem, čeprav meni je bilo všeč v bistvu, ker sem te profil delala. Po bistvu sem vesela, da sem tega, pa ne, ker sem tega tep na skriva odprla, ampak da sem lahko tudi jaz dobila tako občutek, ker nikoli nisem bila na nobenih teh aplikacijah, pa dobro, tudi ne vem, če kdaj bom, ampak da je bilo tako ful nekih filtrov. Čeprav je pač res moraš opisovati, pa res si moraš vzeti zdaj nekih 20 minut, pol urce časa, da res napišeš opise, da vidiš, kaj ti hočeš pri partnerju in da, mislim, res si lahko iskren, pa tako izbrišeš tisto, kaj ne. A veš, lahko, a ima otroke, ali nima otroka, si še želi otroke, kaj dela, kakšno je finančno stanje tudi, starost, ne vem, športen, kakšne postave, a veš, tako res... Res je ful nekih filtrov za izpovent, no. Jaz bi tudi po mojem dojela tako, da recimo, če ti plačaš pol, da si na tej platformi 1 mesec ali pa 2 meseca ali pa kogarkoli, se mi to zdi pol, da je, ali pa saj mogoče meni, ti da neko varnost, da nekdo res misli resno. Ker pač po eni strani, da za takole malo, da sam tam scrollaš, pač ne daš glih 27 evrov, ne? Daš, če si resen. Ja, res je. Če resno iščeš, pa veš, kaj hočeš, pač tako, ko vložiš čas, vložiš tudi denar. Pa tudi imamo recimo verifikacijo profila. Verificiran profil pomeni, da si član, torej da si plačal, da imaš profilno fotko in da si potrdil preko SMS-a svoj telefon. In na tak način malo bolj pokažeš svojo resnost, ker rečeš, to pa sem res jaz in res hočem nekoga spoznati in sem se potrudil in ne vem, seveda izpolniš tudi profil, imaš fotke, imaš videe te, ali pa audio, zdaj tudi prihaja na audio profili recimo, tako da ja, ker delamo, updatamo zadeve, tako da bo. A pa ta telefonska, ki jo opišeš tam, ki je recimo verificirana, je pa dostopna vsem, je lahko se vidi? Ne. Sam, če jo želiš dati. Tudi mail, recimo, s katerim registriraš, to ni vidno. Vidi se samo tvoj vzdevek, to uporabniško ime, ki ga napišeš. Urška pa kajči. To pa kajči. Okay. Pa, še neki na tem screenshotu, ki mi ga je prijazni Žiga poslal. Vesna ne ve, kdaj imam rojstni dan.
A ja, ne, jaz se nisem toliko potrudila za vaju, jaz sem ful hitro obklukala vse. Naredila maja. Ne da bi datum zajemala, mesec. A ja, to sem pa dejansko mislila, da je pravi mesec. Kaj? Pač tako izgleda ta screenshot, ki mi ga je poslal. Ja. In pač tlele bolj jaz vidim, ne, ko je opis. Zadnjič sem, ne vem, včeraj bila gor ali kaj, ampak rojena sem pa maja, ja. Pa 66 se ujemam s tem in iščem resno zvezo do 43. Wow, sem zadovoljna in prijazna dekle, ki obožuje naravo, konje, koncerte. Ampak rojstni datum je pa za astrološko jemanje pomemben. Ja, se to, Že sorry, Kaja. Mogoče pa Maranč ni primeren za te. Točno to vidiš, le, zdaj smo pa zajebali, mogoče se pa A zato... tudi astrološko dejansko to malo gleda? Tudi imamo astrološko jemanje, pa tudi astrološko jemanje je del tistega dvosmernega jemanja profilov, ki smo prej omenjali. Ok. Na podlagi Ko pa tega. vas je zaposlenih, ki se ukvarjate s temi verifikacijami? ali kako naj rečem? Ja, zdaj dela nas na ononinurgenca.com okrog 10 ljudi. Ok, Ja. v redu. Tako da, Pa ste vi večina samo so- matchmakeri? Večinoma so programerji. Aha, ok. Sem morala vprašati, če tako, tudi tako, ko si tako povezana s to aplikacijo, pa delaš, a pol tudi tako uživo vidiš takoj v ta dva. Veš, kaj ni ljudje imajo to, da so ta dva je pasala skupaj, pa v to. Kaj povem? Mislim, če naredita profil gor na on Boš lažje boste s vedela. temi delali na mesto mene, tako kot kupi dela na mesto mene, lahko tako da. Ja, Nice. ok. A ti preberem, Lara, message, ki sem ga dobila, ki je bil ful lep. Daj, mene zanima zdaj te stvari, da gremo to. Ne, sej pač samo tok. A misliš, da bi me očaral, če bi... Drugače to dobro zgleda, meni je bil všeč. A res? Tako prav dobro, Lepo. mal je dolg, bom skrajšala. Hej, hvala, ker si mi polepšala jutro. Tvoja simpatičnost dejansko, ko te pogledaš na fotografiji, napolni dan s pozitivno energijo. Zdi se mi punca, s katero bi šel lahko na bungee jumping ali pa tudi gledati balet. No, to nisem šel, če bi šel. Balet, ok. Ja. Trenutno ne iščem, trenutno se še ne vidim v družinskem življenju, vidim se na spoznavanju, na potovanjih, na nekih pozitivnih energijah, pač to tako, in če kdaj naj jo pot zanese naprej, pa valjda, da se lahko razvije kaj več. Draga moja simpatična Urška, a bi šla z mano na kavo, lahko pa prej tudi kaj natipkaš, da se dokažem, da nisem tako zelo napačen, čeprav sem tukaj gor. Ok. Javi se, če si za, če pa nisi, pa ti želim ful lep dan in uspešno iskanje naprej. Wow. Tako da, vidiš, Ok, jaz da je sem tako res lepo sporočilo. Bi na Ali to vidim še pisala? Čakaj. Jolej. Ne, ampak tako. Zakaj pa ne? No, to bi dejansko bi odpisala, no. Pač to je dejansko nek trud vložen v sporočilo, no. Ja, Ali nekaj. Ja, najbrž bi odpisala. čakaj. Pa kako se naprej razvije, ne vem. Pa bi pol videla, če Sam si pol, da da se se prvi pravim. tako potrudi. Ja, sem se pravim, to je pol pri meni problem, ka pa kar Ja. zmanjka, enkrat vmes. Kajči, deluješ mi kot oseba, ki ima nekaj globine, ne samo lep nasmeh. Moram ti povedati, da pač nisem že dolgo videl tako lepega nasmeška, kot ga imaš ti na tej fotki. Pa ti ne lezem v rit, je napisal. A to z uno, z vinograda? Ja, takšne redko srečam tukaj, zato sem pač rekel, da poskusim. Deluješ kot oseba, s katero ni treba na kavi small talkat, ampak se dejansko lahko pogovarjaš. Napiši, če si za, da se še kaj napiševa. To je napisal. Vidiš? Ful lepo. Bilo še zate eno. No, dej, preberi še eno zame. Živjo, všeč mi je tvoj profil, tole sem pa jaz. Rad imam svoj posel, kar pomeni, da popoldne nisem tečen. Privadil sem se na gospodinjska opravila, v prostem času sta mi pomembna družina in otroci ter stik z naravo. Rad grem v hribe, rad imam izlete, potovanje vseh vrst, v dvoje ali družinske, prilagojene letnim časom, raziskovanje narave ali zgodovine prestolnic. Pomembno je, da sem v dobri družbi in da se kaj novega naučim. Moj ponos sta 18-letni sin in 13-letna hči. Sina ne gledam več navzdol, ga pa pri kakih vzponih na okoliške hribe pogosto gledam v hrbet. Hčerka ni več igrača, uživa pa, ko koga prinese na okoli, izziva, ga osmeši ali kakorkoli drugače vrže na finto. Je taka simpatična lumpa, da se okoli nje vsi dobre volje. Kaj pa tebe spravi v dobro voljo? Pa še več takih je bilo, no. Tako, Potrudili so se ljudje. da imaš cilje in energijo. A res? Ja, da
da zgledaš kot oseba, ki zna uživati življenje, ne glede na tempo. Tako. Ful lepo. Pa vem, da jih je bilo res par tudi, da so plesalci, da bi pelali plesati. Tako, lepo, no. Vsi so na koncu vprašanja postavili, ne? Ja. No, to je tudi en pomemben element, ko nekomu prvič pišeš, da nekaj vprašaš. Kot pa je umetna inteligenca. Pa ne kako si. Kako oni pišejo z umetno inteligenco? Ja, ker ne vem, dva fanta, ki sta sicer ful lepo napisala, sta isti message poslala obema. A res? Ja. Wow, je dal ChatGPT. Tako, in je pač poslal. Ker najprej smo odprli Kaj in čez 1 uro, ko sem ga Kaj zamrznila, ker sem imela samo 1 uro odprto, sem ga odprla Lari, sem ga tudi po 1 uri zamrznila in dva sta isto V sporočila. 1 uri je prišel 100 sporočil. Ja, se tako da tudi ste date, hot ja. stuff. Date. Ja, punce so kar, ko se registrirajo, imajo kar prometa, tako da dogaja. Ja, dogaja, vem, ker je mail mi zafilal. Moški malo pa malo manj. Okay. Da oni so pa tisti, ki morajo se potruditi. Ja. Pa se prav, moški se morajo zmeraj potruditi. Ja. Ker recimo, da vam sam tako za feeling preberem, kaj sem dobila pa v svoj inbox. Sliko pač profila na on. A nisi ti zaročena? V enem letu grem na on, pa mi tvojo sliko ven vrže. A testirate? Sem gledal tele vaše podcaste. In bolj je še napisal, v enem razlagaš, da ne dobiš dovolj, da bi lahko več. V drugem si rekla, da. In pol mi pošle še eno sliko iz on. In pa sem se napisala, ja, da testiramo in da ostajam zaročena. In pol je sem napisal, ja, sem da ne dobiš dovolj, si pa javno povedala. In jaz tako, od kje so vse te informacije? Pa sem sam skenzala, nisem da še napisala, skoda. Drugače je en napisal tudi Hojla Lara, čeprav si bila Urška, kako to, da ste vse tukaj gor? Kateremu ste se zamerile? Da smo Ja, vse se tudi tri gor. zate je par bilo uro, a to je kaj za podcast, a za kakšen prispevek na televiziji. tako da ja. Pa čakaj, nekdo je napisal, prvo sem že pomislil, da je fake profil, zdaj pa ne vem, sem ti poznan? A ti je poznan? Ja, moj sošolc. Moj sošolc, ker je napisal pol na Kajin profil. Ker je napisal pol na Kajin profil, je napisal, tale je pa zaročena, vidim, da testirate. Zdaj, a ste se same prijavili ali je pa fake profil? Očitno, ker vas vidim vse tri. Odprem prvi profil, Vesna Balm, odprem drugi Kaja, potem tretji Urška, oh my god, Lara Tošič, prav print screen imam. Tako da, hvala, ker si se javil, no. Se vidimo, kaj na obletnici mature. Lepo. Cute, drugače. Tako da, a je še karkoli, da moramo izpostaviti, da bi radi povedali? Se pravi, ni za vsazga, za ljudi mogoče, ki se niso pripravljeni potruditi, pa sem mislila, da se bodo stvari zgodile, sigurno ni. Ja, treba je pač vedeti, da se je treba potruditi, ker, mislim, iskanje življenjskega partnerja je najpomembnejša stvar v življenju, vsaj za mene. Ja. Pač z nekoga, s katerim boš gradil družino, živel in ne pade to kratko v naročje. Zdaj, ko si mlad, ok, mogoče se zgodi, ampak ko si pa malo starejši, pa ne gre to tako. Ne moraš vedeti, kaj hočeš, moraš se potruditi, da to tudi dobiš. Tako da. In niso to obupanci, ampak so to ljudje, ki si mogoče probajo razširiti krog, ker ne želijo ostati do konca življenja sami, sploh če so to neke ločitve ali pa razhodi, in iščejo tudi na tak način opcijo, ker pač danes je trend biti samski. V bistvu, ampak si trenutno, nisem članek brala, da je vse večji trend spet v tujini, da si samski, da prav napišeš, da si želiš biti samski, čeprav se mi zdi, da osamljen pa noben ne želi biti zares. Meni se zdi, da smo skozi vse to, kar smo zdaj povedali, kar dokazali, da sploh ni tak bav, da so fajn ljudje gor. Mislim, pač lepe stvari so pisali. Po eni strani, zdaj, ko razmišljam, je pa v bistvu dober, skoraj bož, da greš na eno tako aplikacijo, pa pač tam vidiš, kaj imaš v izboru in recimo pišeš punci, ker na Instagramu, ka pa ne veš, kaj ona hoče, kje je, a veš, recimo v bistvu je ful lažje, ker tukaj so osebe s tem namenom, da najdejo partnerja. Medtem, če na Instagramu pa ti ne veš, v katerem obdobju je zdaj, katera oseba, pa kaj ona hoče v življenju. Na urgenci pa tudi veš. Ja, na urgenci pa tudi recimo veš. Pa na ono je res fajn, ker veš, recimo zelo pomembno, ko iščeš nekoga je, ali si želi otroka ali ne. To je deal breaker, ne? To je tudi v moji generaciji, se pravi, okoli 30 je full deal breaker, če takrat greš skupaj v zvezo. To so že taka leta, ko nočeš zdaj zapravljati, ne vem, 1, 2, 3 leta zveze, ker pa prej ne postaviš mogoče tega vprašanja. Ker ni, ko se ti pri 30 skupaj, ne vem, daš z nekom, čuden ti je vprašati na začetku, hej, a bi ti imel otroke ali ne?
Ali pa mogoče ne pade, tako je to vprašanje, pa ugotoviš to po enem letu zveze in pa se počutiš, fak, jaz bi pa imela recimo otroke, on jih pa noče. In takrat je to deal breaker, greš ta narazen. Ja, pa tako si Eno dip, leto ti je ne. šlo. Ja. Ne? Ti si že dip. Tle pa pač, ja, takoj daš jasno vedeti in tam na profilu je, pač, ne. Ja. In je to vseeno cool. Je pa fajn, da si iskren predvsem tudi do sebe, no? Da daš res sliko sebe, pa res opis sebe, ne nekega ideala, kar ti hočeš biti, zato da pač bo neka punca prej rekla ja ali pa fant, da mu boš všeč na sliki, pa boš pač drugačno prišla na pijačo. Ker je point, ker sem jaz hotela s to današnjo oddajo, razen tega, da sem vama hotela profil odpreti, ne? Je to, da pač damo ljudem, tistim, ki mogoče ne vejo, čeprav se kar pozanimajo, glede na to, da imate 80 000 uporabnikov, očitno zelo veliko ljudi ve, ne, da to obstaja, da to je mogoče ena platforma ali eno pomagalo, kjer lahko poskusijo, če se super izide, super, če se pa ne, pa probal sem, ni bilo nič, ne, to je bilo, tako da, zato je bilo meni cool. Pač meni se je išlo, no, včasih. Ja, Klemen je super. Klemen je super. Se nismo spoznali na ona, on je isto včasih, kakšen tak dan, ki ni tako super. Ja, itak ne. Takih zgodb imamo veliko, ne, se smo že prej omenili, pa tudi poroke recimo imamo, ne. Oni imajo to roke. Raziskujete, ne? Mi organiziramo poroke za naše pare. To. Ja, smo že 10 parov na tak način poročili, tako da če ste zainteresirana. Aha, evo, vidiš. A to sem jaz dobila ponudilo. Ja, valjda, da ste se tam spoznala, ne? No, ona ste se spoznala, za naše pare delamo. Se pravi, A to vse zastojn? Ja, res? A res? mislim, vse ne, ampak Okej. veliko Koliko večino pa. Mislim, plačamo. Pa ti bom malo, zdaj bom pa razmislila. Ja, Zdaj to obalo. Ja, ne, zdaj, ko ti boš imela malo poroko, ti boš se tam spoznala. Ne, pa moraš tem, da govoriš, kakšni so stroški, pa najemi placa, bo se motre vola, mogoče bi pa ne vem. Ja, Wow. Zmislite. Ja. zanimiva, ja. Jaz sem se ubija še me. spomnila, če ne drugega, greš lahko na ono, če si tako v svojem lifeu, ne veš, kaj bi rad. Ne, greš na ono, tam imaš toliko filtrov za izpolniti, da pa se moraš hitro odločiti, kaj bi rad. Ja, tudi sebe spoznaš na tak način. Ja. To je zelo temeljito, ne? Ej, Tako da, Ja, ta sporoko je kar dobra, no. Pa mi je tako lepšala, zdaj da to informacijo. Kar sem jaz vama še hotela povedati, Tamara v bistvu ve, je to, da ko sem jaz včeraj pač videla, da ste mi profil odprla, ne. A ti si vedela, da smo... In danes sem mi povedala, pač ona tudi ve, kaj se dogaja, no, zdaj tukaj zadej. Ker sem jaz videla, jaz sem se začela smejati. Meni je bilo super, da ste mi... In pa sem Denisu napisala, a si mi ga ti ali mi ga je Lara, jaz sem mislila, kaj je, da mi ga ti nisi. Pa sem zvedla, da ste bila obe dve. In pa sem se jaz... Nismo, pa še tih je bil zjutraj, ko sem tako povedala v studiu, Ani pa... Ja, blik smo si mesagerala vmes, no, sem to, da boš vedela. V glavnem, kar sem hodila povedati je, da ko sem včeraj videla, da ste mi ga odprli, sem šla odmrzniti vajin profil. In sem dodala v opis, da je vajen življenjski moto, da sicer iščeta pravega, ampak dokler ne pride pravi, da ste pripravljeni delati napake z ostalimi. Da se je veliko ljudi javilo, ki si želi, da bi bili vaša napaka. Povečala sem tudi starostno mejo, tako da imaš veliko 55-letnikov zdaj v inboxu, če bi si želela delati napako, ampak pa sem si rekla, da to ni dovolj, ne. Kva? Ja. A si navezala še kam drugam? Ja. Ne, kaj nas je na urgenco. In rada bi vam sem povedala, da ko prijete ven čez vrata, na levi strani te čaka tvoja avantura, tvoj dejt in na desni tvoj dejt. Ne, to pa ni Tako da res. lepo se imejte, do naslednjič. To se hecaš. Adijo. Ne, kaj? Hvala, Tamara, ker si prišla in veseljem. naučil se, da se ne delajo norca iz starejših. In pametnejših. Ti si nama modrejših. odprla profile, jaz tega tem drugače sploh ne bi. Ne, veš, nama preveč dela, da bi se ukvarjala Dio. s tem, da 2 prepele sem zdaj. Drugače ne boš verjela, na urgenci se vse tako javili in veliko jih je bilo. Ok. Ampak to se hecaš, ne? Tisti dnevi v mesecu.